Tole zdaj mi je bilo najboljš, ker sva se dejansko spoznala pred 1 sekundo. Tako je, ja. Tako da bojo vsi priča iskrenemu spoznavanju, a ne? Ja, res je. Hvala ti za čas, hvala ti za pripravljenost. Že dlje časa sem razmišljal o tem, da bi imela midva en pogovor, pa so naj odkole povezali, tako da sem prav vesel. No. Tudi jaz sem vesela, da se je ponudila priložnost in hvala tudi tepno. Hvala vsem, ki ste prišli. Res nisem vedel, kaj pričakovati, tako da imava tudi pozornost ljudi, medtem ko se spoznavava, tako da to je ful fajn. Lep sončen dan, lepo okolje, Zen je z nama. Mogoče lahko začneva tako, ne? Večkrat si se v bistvu dotaknila že te zgodbe v javnosti, pa nekako vem, kako je to, ko neko sporočilo večkrat deliš, pa me zanima malo tvoj pogled na to, pa odnos do tega, a ti je kdaj, imaš kdaj občutek, da se ponavljaš, a si ti že naprej v življenju, pa se zdaj vračamo v to zgodbo, tako malo odnos do tega me zanima tvoj. Glih tako, ko si končal v bistvu odnos do tega, se na nek način mogoče malo šifta z vsem, kar se vmes dogaja. Ne? Je pa zgodba pač dotično glede Markota taka, kakor je. Ne? Tukaj zdaj, ki je prav dost spreminjati ne moreš. Zdaj raznih intervjujev in podcastov se mi zdi, da vse jih delam v skladu s tem, da je tok časa mogoče tudi vmes, da se mi zdi, da se mi vmes že kaj zgodi, da lahko neko novo noto doprinesem k temu pogovoru, k temu, da lahko nekaj novega povem v zvezi s tem, kaj jaz doživljam, kako doživljam. Sem pa v osnovi začela pač deliti to, ker se mi je zdelo pomemben, da probamo razumeti te vrste izgubo, da probamo razumeti en drugega mečkam boljš. Jaz sem imela pa mogoče eno podporo, ki je veliko drugih ljudi nima. In sicer, kakor včasih imamo mogoče nek, če lahko angleško verzijo te besede uporabim, judgment do socialnih medijev, in tako sem jaz v bistvu znotraj tega imela podporo ogromen ljudi, ki jih sicer nisem poznala, ampak so bili zelo topli in so delili svoje zgodbe in v tistem obdobju meni to pomagali. In tudi vidim, ko se komu drugmu zgodi kakšna podobna stvar, pa da se razumemo, izgub je velik. Tle ni nujno, da je samo smrt. Izgube so tudi ločitev, so tudi en kup je tega, ne? In se dostikrat ljudje pač obrnejo na mene in vse, kar rabijo, v bistvu mogoče samo mečkan upanja, da se da prideti čez kakšno stvar, pa mogoče kakšno vejo ideje, kako. Ja, glih tamle prele sem imel intervju z novinarko, pa me je spraševala o tem, kaj si mislim o frazi vse je v tebi, ker je pač tak dogodek. In dejansko drugje ne more biti kot v tebi, ampak se mi zdi, da včasih, bom za sebe govoril, lahko to vzamemo kot vse v moji kontroli. A ne? Zelo imamo radi kontrolo, zelo se bojimo nekontrole in imamo neke plane za svoje življenje, pa sestavimo si stvari, vlagamo v odnose, vlagamo v sebe, v svoje telo, pa ima pa včasih življenje druge plane. Ne? In kako se nazaj poravnati z realnostjo, ki je lahko zelo boleča, sem jaz videl, da je v bistvu prepuščanje kontrole. Malo se lahko vrneva mogoče na ta dogodek, če si karkoli začutila, kar sem rekel, pa kako si ti to sprocesirala, ko se ti v bistvu cel svet podre, bi si predstavljal. To si zelo dobro v bistvu na koncu povedal, to prepuščanje toku. Jaz velikrat to uporabim in omenim, ker se mi zdi v sklopu tega, kar se je zgodilo, sem bila nekako prisiljena, ampak hkrati se mi je zdelo to tudi najbolj naravno. Enostavno se v eni točki prepustiš. Je pa res, da spoznavaš tudi sebe, svoje zmožnosti. Zdaj, ko se je to z Markotom zgodilo, je bilo točno tako. Jaz sem si življenje predstavljala do konca z njim. Midva sta se še velikrat hecala na temo, gledam mi už povedal, če misliš preiti, ker to morava midva uskladiti. Ne? Tle ne more biti zdaj, da en gre malo prej, pa je malo kasneje, ker to na v redu. In v bistvu se ti kar naenkrat pač vsi plani, vse sanje, vsi ideali, sploh moji, ki mi je to pomenilo največ v življenju, se ti pač
Ne da se ti podrejo, ampak ostane nič. In se sprašuješ, kaj je sploh smisel? Kaj je smisel, v bistvu, da smo tukaj, da vlagaš v nekaj, da se ti izpolnijo sanje in potem v bistvu izgubiš takole. In ja, po eni strani sem se mogla določenim stvarem prepustiti, po drugi strani sem mogla pa regulirati. Enostavno so bili te občutki tako intenzivni, da če bi se tem občutkom žalosti prepustila v popolnosti, mislim, da bi zelo težko to sprocesirala na en zdrav, stabilen način. Tako da sem se v bistvu navadila regulirati, iti počasi, se prepustiti malo, pa ko sem začutila, da je preveč, potegniti nazaj. Pa naslednjič spet, mogoče majčkeno dlje. Zato je ta proces tega žalovanja je težko dati časovnico na to. Enostavno je to zelo individualno in jaz mislim, da je to nekaj, kar niti ne sprocesiraš čist do konca kadarkoli, ampak te to nekako spremlja, naučiš se živeti s tem in v bistvu za izkušnjami v življenju pač to nekako procesirati. Pa se ti zdi, da odnose, ki jih imamo v fizičnem svetu, če rečemo, da je vse v nas, se v bistvu tudi v nas pojavljajo, ker ti me verjetno vidiš na en način, nekdo drug me vidi na drug način, jaz sebe vidim na tretji način. In vidva sta tudi imela tak odnos, da se je on v tebi pojavljal. Zdaj pa, ko ga fizično te osebe ni več, a imaš daj še občutek, da se še vedno živi delček njega v tebi. Tako je res zanimiva iztočnica, daješ, ker... Ja, tudi sam sebe presenečam. Ja. Res. Ker, ja, jaz velikrat otrokom rečem, sploh ta starejšima dvema, ki mogoče majčkeno bolj že razumeta kakšno stvar, da dadi živi naprej na nek način v nas. In zanimivo, kako dostikrat tudi svojim prijateljicam rečem, da so kakšne stvari, ki imam občutek, da se jih prej ne bi upala. Ali pa da jih prej ne bi šla narediti, bi jih definitivno Marko, ne jaz, ker zdaj pa jih. Zdaj pa nimam tega strahu do tega. Imam včasih občutek tako, kakor da en delček njega živi tudi v meni. Tako da ja, definitivno se mi zdi, da ljudi, ki jih res nosimo tukaj noter, ki nam res toliko veliko pomenijo v življenju, na nek način nikoli ne morejo čisti izginiti. In to je to, kar je meni dajalo uteho znotraj tega, da pač je smisel življenja in da smo veliko več, kakor samo to, kar mogoče vidijo drugi. Ja, mislim, mene so tudi odnosi nekako... Največ so me naučili tisti odnosi, ki zdaj več ne trajajo. In mogoče bi to bil njihov namen. Kaj si misliš o tem? Absolutno. Jaz sem mnenja, da nekako celo to življenje naše je, da nekaj potegnemo iz njega. Da vse nekaj naučimo in vsaka probam... Jaz sem v bistvu šla čez izkušnjo, ki to z Markotom težko rečem še zdaj, da je za karkoli dober. Ne moreš. To je pač res ena taka izkušnja, ki ni bila nujno za nekaj dobra. Ampak je pa res, da v teh 4 letih sem jaz kot oseba dorasla toliko, kar verjetno drugače ne bi v 15. Jaz se počutim na nek način vseb, kakor ena 20 let stara punca z nekak znanjem oseb oziroma z neko poglobitvijo sama vase, mogoče človeka, ki ima več let, kakor jih imam. Tako da nekim je definitivno to v življenju dal, meni kot osebi, ni bilo pa dobro za neki. Se mi zdi pa, da odnosi so taki. Odnosi so, izkušnje v življenju, mislim, da so take, da če uspeš v vsaki izkušnji najdeti nekaj, ki ti lahko k tvojemu življenju doprinese, lahko živiš veliko bolj polno. Tudi, da v negativnih odnosih, v negativnih izkušnjah najdeš nekaj, kar ti v prihodnosti lahko nekje asistira. Oziroma, kar v prihodnosti lahko rečeš, če ne drugega, imam zdaj priložnost za nekaj ful fajn in če tizga ne bi izkusil, ne bi znal tukaj odreagirati na način, da ti lahko nekaj doprinese v življenju. Zato se mi tudi zdi včasih, da ljudje, dokler se ne naučimo določenih stvari, velikrat ponavljamo iste
lekcije iste, napake iste, izkušnje, mogoče interakcijo z zelo podobnimi ljudmi, dokler ti enkrat v glavi nekaj ne klikne, pa rečeš, saj res, mogoče pa zdaj lahko to povzamem in v naslednji podobni situaciji odreagiram drugače. Kako si pa, kako sta otroka to, kakšno izkušnjo sta imela, pa kako si ti to takrat urejala ali pa poskušala jima razložiti? To najdeti način, kako 8 pa 6 let staremu otroku to povedati, je res. Jaz vem, da takrat sem si želela vzeti čas. V teh trenutkih je čas ena stvar, ki jo res nimaš. Se pravi, meni so policaji prišli povedati, kaj se je zgodilo ob 8 zvečer. Max je bil takrat še po koncu. Moj prvi instinkt je bil zaščititi njih. To so bili v bistvu 3 policisti, ki so želeli zaščititi mene, priti noter, mi povedati to na nek človeški način. Jaz sem videla samo svojega otroka, ki tam sedi in gleda, kaj se dogaja. 3 policaji, kaj zdaj. Tako da jaz sem se takrat odločila, seveda primarno zaščititi njega dati spati in potem v bistvu nekako razmisliti, kako obesediti to 8 let in 6 let staremu otroku. Jaz sem pač povedala tako, kakor je, na bazi enega primera, ki smo ga imeli v družini, se pravi, razumela sta, kaj smrt pomeni. Razumela sta, da pač to pomeni, da ga ne bo nazaj, da to pomeni, da pač je to zdaj življenje, ki ga bomo mogli živeti brez njega. Nista pa razumela veličine tega, ker pač ona dva sta to razumela do točke, ga ni. To sta znala povezati s tem, da ga ni en teden, da ga ni 2 dni. Tako da tudi pri njih dveh je to proces. Pri Maxu je šlo zelo v šok. Jaz rabim zdaj to vsem povedati. Se mi zdi tak zelo tudi šok, ki ga imamo mogoče tudi odrasli ljudje. Želiš deliti to, zato da vidiš, če ti kdo lahko pomaga. Pol v kot mal jeze. Želel si je izzvati konflikte, zato da bi lahko to bolečino nekako dal iz sebe. Medtem, ko Ema je pa že na splošno otrok, ki se rada zapre vase, ki v bistvu drži stvari v sebi, ki želi ugajati, ki želi, da je ljudem okrog nje fajn. Tako da pa ne je bilo mečkam bolj kompleksno videti, kdaj so bili tisti momenti, ki je bilo njej res hudo, pa jih zvleči ven iz nje, zato da je govorila o njih, zato da jih ne drži tukaj noter, da jo ne tiščijo. A Laska pa pač potem, ona je pa v bistvu zdaj pred letom pa pol začela se zavedati tega. V sklopu tega, ko vidi družine za očeti, ko se pogovarjajo mogoče tudi v vrtcu o različnih družinah. Tako da pač ona ima pa trenutno čist drug nekak pogled na te stvari. Ona pa pride domov iz vrtca pa reče, no, kdaj bom zdaj dobila novega dadija? Gremo ga iskat, ne? Tako pač, kaj zdaj, kaj čakaš? Tako da ja, pač sigurno pač tudi njej v eni fazi v življenju bo to manjkalo. Zdaj Max je absolutno Marko tam imel največ. Ona dva sta imela res tak odnos, ki sta bila kar rad pa srajca, po domač povedan. Ema se mu je glih začela odpirati, v tisti fazi mečkam bolj je šla iz mame v malo bolj ta odnos z očetom. Medtem, ko Laska pa spet drugo, to, da ga sploh nimaš, je tudi ena praznina, da nimaš teh spominov in to, ampak overall jaz mislim, da vsi res so krasni otroci in tako vsak dan sem presenečena, koliko dobro nekako grejo čez to, koliko so pripravljeni pri teh mladih letih tudi narediti za to, da grejo čez to, pa se pač pogovarjati o tem, pa tako, so določene teme, ki jih oni odpirajo sami. Tako da res, to me je kar presenetilo. V bistvu, koliko so otroci lahko žilavi na nek način oziroma poglobljeni tudi v situacije in sami vase do te mere, ki v bistvu odrasli niti ne pričakujemo, da so lahko. Kaj pa tebi najbolj pomagalo tekom tega procesa? Verjetno si iskala neke bilke,
pomoči, a ne? Pa si probala veliko stvari. Tako malo me zanima tvoja izkušnja tega raziskovanja. Kaj pomaga v takih situacijah, ko se ti podre svet? Ja, definitivno jaz mislim, da v tistih prvih trenutkih je meni osebno pomagalo to, da sem se mogoče majčkeno bolj fokusirala na otroke, da nisem zapadla v tisto brezno, luknjo, jaz temu rečem, te žalosti. Pa probala sem biti, kakor sem v tistem trenutku lahko bila zaposlena. Zdaj, pri meni je bila pač situacija ta, da en dan preden je Marko umrl, sem začela s porodniško. Se pravi, da bi se zdaj potopila v delo, tudi pri novorojenčku, težko. Sej terjajo majhni otroci pa novorojenček veliko tvoje energije, ampak drugačne. Glih te čustvene, ki jo pa takrat ne premoreš velika. Ne? In probala sem se zaposliti, probala sem najti stvari, male, mečkane stvari, ki mene veselijo. Absolutno moji prijatelji, zdaj jaz pa Marko so bila dost in samozadostna en drugmu znotraj naše celice, znotraj naše družine. Tako da sem imela prijatelje, ampak ta prijateljstva, ki so se nekako izluščila iz tega ven, so res nekaj posebenega. No. Ti ljudje so takrat stopili zraven in stojijo zraven do danes. Na en tak zelo neinvaziven, ljubeč, topo način. No. Tako da absolutno te ljudje, ki ti lahko nudijo podporo, ampak podporo v smislu pozitivizma. Se pravi, ne joj, z joki se pa tako, konkretno za mene, ker jaz sem človek, ki jokam, ki se pelem v avtu, pa ki jokam mogoče bolj na samem. Ampak ta moment imamo to. Bomo, nekako bomo. Gremo naprej. Tako da to je meni absolutno bilo ključno. Kje pa najdeš neko hvaležnost v sedanjem času? Pa kakšen je tvoj odnos do tega? Veliko se govori o tem, pa mislim, da je tudi znanstveno precej jasno, a ne? Da tja, kamor daješ fokus, a ne? To se bo jačalo, čisto nevronsko. In jaz sem imel tudi obdobja, kjer je bila hvaležnost neka absurdna stvar, ker se mi je zdelo vse pač temačno. Neka dolina solz, rečem, se mi je zdelo življenje. Ne? In potem nekdo reče, bod hvaležen. In si tako, ja, ne čutim tega, ampak mogoče bom probal vsem na silo fokus tja dajati, da si napišem kakšne stvari, ki jih pa imam. In dejansko lahko rečem, da mi je to pomagalo. Da sem začel s časom pol dejansko čutiti te stvari, ki jih imam. Pa imaš pa, ne vem, pogovore z ljudmi, ki so zgubili kaj, ali pa pogovore z ljudmi, ki so zgubili kakšen čut, ali pa sposobnost premikanja. In takrat fokus lažje daš na svoje noge, na svoje oči. To imaš, ne. Vedno je več stvari, ki jih imaš, kot ki jih nimaš. Tvoj odnos do tega, se kaj s tem ukvarjaš ali samo živiš? Pa ne filozofiraš tako, kot jaz. Ne, jaz mislim, da če bi samo živela, bi bil to, kar ne bi bilo dosti. No? Jaz mislim, da zato smo tukaj, da se poglobimo v življenje, vase, da ne obstajamo, ampak zares živimo. Nažalost se mi zdi velikokrat, da je v življenju tako, da dobiš željo po tem, da do nekje priplezaš, moraš tudi nekam padati. In verjetno tisti, ki so pripravljeni imeti najbolj krvave roke med tem plezanjem, so ravno tisti, ki so najgloblje padali. Dostikrat je tako. In nekako v procesu tega sem velikokrat slišala, vem, da ti je hudo, vem, da to, kar se ti je zgodilo, da je zelo hudo, ampak ti si vsaj to imela. Ti si vsaj imela to ljubezen, ti vsaj veš, kakšen občutek je. En lep del tvojega življenja si bila res srečna za tem. Eni ljudje pa tega nikoli sploh nismo občutili. In takrat se je tudi meni zdel, ja, krasen res, da sem to imela in zdaj tega do konca življenja nima več. Res prav. Zdaj pa sem hvaležna za to, ker res, ko pogledam nazaj, to je bil en tako krasen obdobje v mojem življenju in res sem si to najbolj želela. In življenje je tak, stvari jemljemo za samoumevne, da bomo vsi živeli 80 plus let
da bojo vsi lepi trenutki kar trajali. Pa ni tako. Zato se mi zdi toliko bolj pomemben, da res probamo živeti za ta trenutek, da ne greš preveč nazaj, da ne greš preveč naprej, in da ga res probaš pozavgati vase. Vse tiste lepe trenutke, ker tukaj so zdaj. In tudi ta želja po tem, da pustimo nekaj za sabo in da pustimo nek pečat na tem svetu. Ja, sej super. Ampak se mi zdi najbolj važen je ta pečat, ki ga daješ sam sebi. To, kako ti rasteš, to, kako sam sebe vidiš, kako v bistvu ti vidiš svet. Hkrati pa se mi zdi, da če ne bi bila hvaležna za to, kar imam, bi bilo kar mal nespoštljivo do Markota in do vseh ljudi, ki so s tako vnemo in s takim veseljem obstajali in živeli na tem svetu, pa pač nimajo prilike več, da so tukaj. Tako da jaz mislim, da vsi, ki smo tukaj, če ne za drugo, smo lahko hvaležni za to, da imamo priložnost biti tukaj, da v bistvu imamo vse možne priložnosti, da dosežemo, kar hočemo v življenju, ker ni omejitev. Dokler smo zdravi, pa dokler smo tukaj, jih res ni. In to tudi svojim otrokom vedno rečem, kadar imajo strahove pred čem novim, da probajo, ali pa pred testi, ali pa pred čemorkoli. Sem rekla, Ljubček, rojeni smo vsi enaki. Ti lahko dosežeš karkoli želiš. Sploh pa, če je že en to naredil pred tabo. In se mi zdi, da res enkrat, ko začneš gledati na življenje na ta način, kot eno platformo, da se ti uresničijo lahko želje, je težko ne biti hvaležen za stvari. Začne se pa pri majčkanih. Ja, glih danes zjutraj sem videl na Instagramu nek tak osladen quote, ampak se mi je malo dotaknil, da vprašanje je bilo, kako bi bral knjigo, če ne bi mogel listati nazaj, ne? In da je to v bistvu življenje tako, ne? Se mi zdi, da se malo zavedemo, ker imamo sposobnost listanja nazaj, ampak v glavi. Ampak to je čista iluzija, ne? Ta realnost vedno obstaja samo zdaj, ne? In nikoli več ne bova tega dobila nazaj, to je unikatno, nikoli več se ne bo ponovil, nikoli več ne bojo tako atomi zbrani skupaj, ne? In vsak trenutek je tak, a ne, edinstven, ne? Noben ga ni imel in noben ga ne bo več imel takšnega, kakršen je, ne? Tako da s tem se zelo poistovetim, kar si rekla, glede sedanjosti, ne? Lahko gremo na malo težje vprašanje. Kaj so te otroci naučili do zdaj? Pa kaj bi meni rekla, zakaj je dobro imeti otroke? Otroci, to je, kaj te ne naučijo? Jaz mislim, da Eni se smejo, klele pa. Mislim, da ne bova Se samo... poistovetijo s tabo, no. Ja, absolutno. Otroci so tvoje ogledalo, jaz to vedno pravim. Otroci ne bodo nikoli delali tisto, kar jim rečeš, ne bojo nikoli povzeli tisto, kar jim govoriš. Jaz mislim, da otroci povzamejo to, kar gledajo, to, kar vidijo. In da ne bomo samo idealizirali, seveda pač tukaj niso samo pozitivne stvari, tukaj so tudi absolutno negativne stvari, ne? Tako da jaz mislim, da mene so otroci naučili od tega, da sem sama v sebi videla tiste najbolj nizke točke same sebe, ker pač seveda vsi si želimo dati svojim otrokom samo najboljš. Definitivno pa preizkusijo tudi limite do konca, kjer jih lahko kdorkoli. In enkrat v bistvu, ko se naučiš reagirati in imeti potrpljenje tudi čez sebe, čez te negativne stvari, čez te svoje limite, to te nauči toliko o sebi, res. Ampak ena stvar, ki mi je pa najlepša pri otrocih, ki pa moram reči, pa njihova preprostost do odnosu do vsega, kar se jim dogaja. Kako oni znajo poenostaviti situacije. Zdaj se sicer ne spomnim mene dotične, ampak njihove rešitve so tako enostavne. In takrat se smejaš, ampak pa na koncu gotoviš, da imajo prav, da smo mi tisti, ki toliko zakompliciramo vse stvari, ki so v bistvu lahko čisto simpel. Kaj si pa želiš za njih v tem življenju? Ta je easy. Jaz si za njih želim, da
bodo zadovoljni sami sabo pa življenjem, ki ga živijo. Meni je čisto vseeno, kaj bojo delali, čisto vseeno, na kakšno pot bodo šli. Meni je samo važno, da so oni srečni pa zadovoljni, da čez 20 let, da bojo radi se vračali k meni, da jim bo to grem k mami, da bomo sedeli za mizo in da bojo srečni. Samo to. Kako se spopadaš s temi izzivi, ki jih imajo otroci v današnjem času? Predvsem mislim tukaj na digitalne sfere. Jaz sam veliko razmišljam o tem, pa vidim, da že moji vrstniki imajo težave. Nekdo, ki je pa mlajši ali pa se mu možgani razvijajo, pa je soočen s temi dopaminskimi stimulansi, toliko na hard, si sploh ne predstavljamo. Ne? Lahko malo o tem govoriva, imaš kakšna pravila ali imaš kakšne razmišljanja okoli tega? Tle sem pa zoprna. Tle sem pa ful tečna. Moram reči, da zdaj Max pa ima sta v tej starosti, kjer se je treba veliko pogovarjati. Seveda ona dva želita razumeti vse, posledično potem v temu džiru noter je tudi ta laska. Tako da veliko je pogovarjanja, sploh zato, ker pač jaz z ekrani veliko delam. Pač to je konec koncev velik del mojega posla je preko ekranov. In ne morem vedno, nažalost, limitirati to samo na čas, ko oni pač niso zraven. Zdaj seveda od mailov in več komunikacij lahko to delam zvečer, potem, ko grejo oni spat, ali pa mogoče med tem, ko so oni v šoli, ampak kar se tiče snemanj, kar se tiče kakšnih vsebin in takih stvari, pa pač veliko to pomeni, da imam pač telefon v roki. In zdaj njim razloži to razliko, ne, da je pač to moje delo in da sem jaz mogla veliko vložiti v vase, da to reguliram. Zakaj namenoma nosim v torbici knjigo s poezijami? Zato, da takrat, ko mogoče imam 2 minute, da ne vzamem telefona za krajšanje časa, ampak raje vzamem pač tisto knjigico, pa jo pač malo preberem. Tako da veliko komunikacije, sem pa tečna. Pri nas je pač pol ure ekrana za vsako petko, pa pol ure na vikend. So izjeme, seveda, če kakšen bolan, če pol tle, ne, ni zdaj to, ampak ja, sem glede tega imam mišljenje, da to ni najboljše za otroke. Veliko manj je socializiranja med njimi, veliko manj je, se mi zdi, da se pozna, da ne znajo komunicirati na pravilen način dostikrat. Tudi pri starejših mečkam gledam, pri ljudeh, pri prijateljih, ki imajo starejše otroke, v bistvu ta socializacija, ki je bila pri nas, gremo na igrišče, gremo žurat konec koncev, ker ni več potrebe po tem, da se gre ven. Zdaj dosti, da pač vsak v svojem domu na ekranih, pa gremo četat ali pa gremo si pošiljati videote, ne. Tako da, ne vem, moji otroci nekako živijo s tem, ker so pač tudi z Markotom pač veliko smo snemali, pa na smučiščih, pa tako. Načeloma v neki meri jim je to zabaven, želijo se vklopiti v to. Lahko še jaz probam, lahko tudi jaz slikam, lahko jaz bi se tudi naučil to. Imajo pa dneve, ki pa pač rečejo, meni gre pa ta telefon danes na živce, lahko to umakneš. Tako da pač spoštujem to, ne. Zato tudi delo prilagajam temu, tudi deadline, tudi pač te stvari. Ja, lahko se zmenimo za pač en dotičen datum, ampak če so pa otroci vključeni v to, pa pač žal bomo naredili takrat, ko bo pristno, da je pač to nekako na način, da oni čim manj čutijo to, pa takrat, ko bo njim to pasalo. Tako da so ekrani absolutno del našega življenja, življenja vseh nas. Nekako težko je biti brez, ker toliko stvari operiramo s tem, ampak mislim, da pri otrocih je pa kasnejš boljš, ker pri zelo majhnih otrocih se to zelo hitro odraža, no, te reakcije tudi. Konkretno Alaska je bila enkrat bolna, je imela Pepo, ne, pujsa Pepa je bila 3 dni. In pol je bil kar problem, no, to odstraniti. In sta v bistvu tudi ta starejša dva videla, da pač, mislim, kakšna razlika, ne. Kaj ste jo vzeli na pravo, je bila nervozna, živčna? Ja, zelo hitro se je navadila, ok, Pepa. Zdaj zvečer imamo eno uro pa pol Pepe. In
je bilo tako, ne, Ljubica, to je bilo pač slabo, si se počutila, ne, si ležala tako, ne bomo zdaj, bomo kaj drugega počeli. Ni bilo prav, ne, oziroma je bila reakcija kar intenzivna. Na nek način taka, ki v bistvu nismo bili navajeni. Tako da sta pol tudi ta starejša dva rekla, wow, to je pa kar ne, preskok bil zdaj v obnašanju. Ja, to, kar veliko se pojavljaš na družbenih omrežjih, oziroma tudi je tvoje delo, ne? Ja. Pa če kaj si danes nisem želel tebe v neko vlogo dati, ne? Začela sva sicer s tem delom, ampak zelo nimam rad, da enoplastno obravnavamo ljudi, pa rečemo, aha, to je pa taki nekaj, ne? Ampak družbena omrežja so taka, ne, da je v bistvu vse 2D, ne? A so slike, ali so teksti in ljudje si naredijo neko podobo tepa, ne? To je tudi vprašanje zame, ne? Ampak bom si noter odgovoril. Koliko bolečine bi čutila, če ti zdaj vse zbrišemo? Se pravi, vse, kar je na internetu, glede tebe. V bistvu ful, čisto iskreno. Zaradi tega, ker to me je zanč moja hči vprašala. Ima. Je rekla, kaj pa bi bilo, če bi ti jaz zdaj izbrisala Instagram? Valjda, moramo prcati, ne? Sem rekla, Dej. moj profil je čisto iz tega vidika, ker jaz se mi zdi, da dam zelo veliko sebe v to noter, čustveno. In veliko mojih objav, jaz dostikrat rečem, da se mi zdi, da je ta moj Instagram v veliki večini kot je moj dnevnik. In tudi včasih, kljub temu, da sem pisala nek dnevnik oziroma pišem nek dnevnik Markotu, včasih nisem imela energije, pa sem v bistvu čez objavo dala veliko sebe tja noter. Tako da iz tega vidika jaz grem velikokrat pogledati nazaj, pa rečem, wow, kaj vse smo dali čez, kaj vse smo počeli skozi svoj profil. Tudi konec koncev ljudje, ki so zbrani na mojem profilu, včasih me ljudje vprašajo, dobivaš kakšne negativne komentarje. Jaz moram reči, da toliko mal v primerjavi s tem, koliko enih zgodb, komentarjev, sporočil, ogledov, koliko se tega generira tukaj gor, koliko mal je nekih negativnih stvari. In skupaj tega se mi zdi, da je ta moj profil res nekaj ful lepka. En del mene, en del naše zgodbe, en del Markota je tudi tam noter in pa skupaj ful krasnih ljudi. In iz tega vidika bi mi bilo hudo. Je pa tudi res, da se mi zdi, da se je v sklopu teh influencerjev in vseh teh vsebin mogoče ustvarila neka negativna konotacija na to. Jaz moram reči, da meni ta življenje v bistvu s temi socialnimi mediji in s tem delom, ki ga znotraj tega lahko upravljam, omogoča eno svobodo, znotraj katere se jaz lahko posvetim veliko več svojim otrokom, kakor bi se lahko mogoče s kakšno drugo službo, s kakšnim drugim načinom življenja. In pač to je toliko veliko vreden, res. In jaz sem vsak dan hvaležna za to, res. Ja, te razumem, to je res nek privilegij, ne? Mi pa pravijo zadnje čase, da je tudi odgovornost, ne? Tako da se s tem malo betlam. Ampak ti taoistični mojstri so zelo zanimivi, ki imajo neko, mislim, da neke kipce sestavljajo iz palčk in to lahko traja tudi 2 leti. Oziroma učenci to sestavljajo, potem pa mojster pride, pa mu to podre, a ne? In v bistvu je, kakor jaz to vidim, neka vaja nenavezanosti, a ne? Ker ena stvar je nam vsem skupna, da bomo izgubili čisto vse, kar imamo. Vse, kar nam je drago, telo bomo izgubili, bomo izgubili, ljudi bomo izgubili in vse, kar smo ustvarili, bomo izgubili, ne? In jaz se malo bojim te realnosti pa te bolečine, tako da se hočem malo vnaprej pripraviti na to, pa da se ne vežem toliko na te stvari, ki bojo izginile, a ne? Lahko tudi začnem s svojim telesom, a ne? Tako da staram se, gube vidim, sive lase, razpadam, ne? Tako da počasi. In to je realnost. Čeprav to je kar nevarna igra, ne? Jaz mislim, da če pristopaš k stvarem z strahom oziroma z neko pripravljenostjo, da boš nekaj izgubil, a se res lahko čemu potem v res tisti veličini prepustiš.
In se mi zdi, da te stvari, ki so v življenju največ vredne, jih težko občutiš v tej veličini, če se jim popolnoma ne prepustiš. Ja, se strinjam. Sej tekom ustvarjanja ne bi rekel, da sploh je možno imeti razmišljanje o tem, da boš to enkrat izgubil ali pa da je. Ampak vezava na to, a veš, na nekaj, kar si že naredil, je pa v preteklosti. Ne? In ja, bolj to sem mislil. Zakaj pa ustvarjaš? Kaj je smisel tvojega sporočila generalno? Mogoče glih vrednote, te prave vrednote v življenju, se pravi živeti življenje, izkušati različne stvari. Jaz mislim, da mogoče nekdo nov, ki pride na moj profil, mu glavo raznese, ker tam gor je mešanca vsega. Od gremo na kolo, gremo na surf, gremo potovati, gremo zdaj mal, ne vem, lame peljati na sprehod. Vse je, netipičen je po mojem moj profil, kakor so tisti, ki so generirani z nekim namenom, zdaj bo pa to snowboard profil, zdaj bo pa to fashion profil, zdaj bo pa to. Jaz pač dam sebe tja in v ospredje. Jaz mislim, da je lepota življenja to, da se ne omejuješ, da pač probaš izkusiti čim več. In najlepše, če lahko ljudi, ki imaš rad, v to vključiš. In to sem videla z Markotom nekako skozi želela. Inspirirati mogoče tudi druge, da vidijo starševstvo ne kot neka omejitev, ampak kot priložnost, da to, kar ti rad počneš, lahko počneš z ljudmi, ki ti največ pomenijo skupaj. In v bistvu en delček sebe na ta način preneseš na njih. Tudi Marko je vedno rekel, te video ti bodo toliko cool, enkrat, ko bom vas polomljen pa str, od tega bordanja bom lahko sedel, pa bom lahko gledal te videote, kako smo bordali skupaj, kako smo imeli vse fajn. Ne? In to definitivno zdaj so neke slike in videoposnetki, ki so bili mogoče takrat projekt ali pa reklama ali pa neki, so zdaj neprecenljivi spomini za nas. In to se mi zdi, da živimo tudi v enem takem zelo materialistično usmerjenem svetu, enem takem zelo vse takoj, hiter, gremo. Eno stvar že ne končaš, je že kaj bo naslednja. Mogoče ta moment, no, saj jaz imam tudi tempo, ampak da vsem se znaš vmes ustaviti pa zadihati, pa vdihniti, pa začutiti stvari. Pa, ne vem, imeti neko predstavo o tem, kaj tebi veliko pomeni, pa kaj so tiste prave vrednote v življenju. A si srečna trenutno? Pa kaj ti to pomeni? Sreča je tak širok pojem. Jaz zanj sem videla v bistvu glih en video na to temo, kaj točno je sreča. Sreča lahko za vsakega nekaj drugega. Da v bistvu tista res velika vrednota v življenju je mir, notranji mir. In nekako sem glih temu stremela. V bistvu znotraj tega, kar se je nam zgodilo, je bilo ogromen ene tenzije, ogromen enega strahu, ogromen enih takih občutkov, ki te nekako, ogromen noči neprespanih pa anksioznosti. In najbolj sem si želela tega miru, da bom lahko enkrat spet notranje mirna, pomirjena z življenjem, pomirjena s tem, kar se nam je zgodilo, pomirjena z smislom življenja, sama sabo. In nekako mislim, da v tem trenutku sem na eni točki, kjer lahko rečem, da sem pomirjena z kar večino stvari. Če se te pa strah? To pa ostaja po moje isto, kot že od tistega momenta, ko se je Marko to zgodilo. Včasih, jaz mislim, da veliko večino ljudi je strah smrti. Pač dejstvo. Zato, ker je to nekaj, kar si ne znamo pojasniti. En kup enih teorij okrog tega, ampak noben pa ne zna ti dati nobenega tehtnega odgovora oziroma oprijemljivega odgovora. In to je recimo mene zelo bremenilo, ko je Marko umrl. Ne? Kje je zdaj? Kaj se je zgodilo? Kam je šel? Kako zdaj krteni? In jaz sem zgubila ta strah do smrti, nekako, ker sem toliko
predelovala v bistvu vse to, kar se je njemu zgodilo in ta smisel življenja in vse to. Me je pa strah moje smrti zaradi otrok. Se pravi, jaz imam strah, da bi moji otroci rabili odraščati tudi brez mene. In to je nekako tle notrno. Tako, kadar se moram usesti sama na avion ali pa sama iti nekam brez otrok, ne bi bila iskrena, če bi rekla, da mi je vseeno, oziroma da pač ne pomislim na to. No. Tako da to je mogoče res ena stvar, ki si želim živeti in biti prisotna v življenju mojih otrok, pač dokler je možno, no, dokler bojo to najbolj potrebovali. Kaj bi pa nekomu rekla, da je zdaj čez neko težko izkušnjo ali pa izgubo, pa da mu lahko, ne vem, zelo na kratko, samo en stavek ali pa ne vem, nekaj, kar je zelo pomembno vedeti, ko si v takem breznu. Ne? Majčkani koraki, mal pa pomal. Jaz mislim, da v tej situaciji velikokrat te prevzamejo misli vsega, kaj lahko to pomeni. Ker ni samo žalost, tukaj je v bistvu obstoj. Pa nas je to potegnilo za sabo in kup enih stvari, ki bi bile lahko zelo drugače, kakor so. Konkretno način življenja, vse to. In pač, ko se ti taka stvar zgodi, eno je žalost, eno je pač to brezno teh občutkov, eno je pa tudi misli. In jaz mislim, da korak za korakom, mal pa pomal, pa to, da nekako probaš sam sebe postaviti v miselnost, da zdaj si res tam spodaj. Od te točke bo šlo na gor. In sam moraš imeti potrpljenje sam s sabo, pa situacijo. Pač od te točke, ko se ti zgodi nekaj takega, greš potem na gor, ker drugam nimaš, mislim, ne bom rekla, da nikoli ne more biti slabš. To se ne upam trditi, ampak nikoli. Ampak res, moraš si pustiti čas, pa moraš si dati možnost. Pa ne imeti pričakovanja, kako reagirati na stvari. Jaz mislim, da velikokrat imamo ljudje sami do sebe največ pričakovanj, nerealnih. Kakorkoli odreagiraš, je ok. Kako pa, nočem reči regulirati, ampak imeti odnos s takimi temačnimi mislimi? Jaz takrat, ko sem se prepustila tem mislim in tem občutkom, pa sem začutila, da je preveč, sem se pač zavestno spravila delati nekaj drugega. Svoje misli sem okupirala z nečim drugim, z nečim pozitivnim. Se pravi, to je šlo v bistvu iz enega ekstrema mogoče v drugega. Ko se je pač to zgodilo z Markotom, kar se je, sem jaz ugasnila, dobesedno. Jaz sem ugasnila in v eni točki sem takrat tudi rekla po porodu, se spomnim tisti zdravnici in babci, sem rekla, jaz ne vem, če bom do tega otroka kadarkoli lahko karkoli čutila. Ker pač je bil to tak šok zame, da so se enostavno vsi občutki v meni ugasnili. In pol počasi sem jaz v bistvu mogla obujati te občutke nazaj. Ni bilo tako, da jih je bilo takoj preveč, pa sem jih mogla ugašati, ampak sem sama sebe mogla pržigati. Tako da sem namenoma si dajala žalostne komade. Ali pa komade, ki so nama kaj pomenili. Ali pa, ne vem, da sem izvala vseb kakršne koli občutke v resnici znotraj tega. Pa, ko sem nekako prišla na neko stabilnost znotraj tega, da sem nekako našla spet sebe znotraj tega, pa sem pa začela počasi regulirati. Pa sem pa hitro ugotovila, da če se pa preveč prepustim, so pa te občutki toliko močni, da padem v neko, ne priješ do zraka v bistvu. Tako mal pa pomal, ne vem, sem šla se z avtom voziti, sem padla v to neko brezno teh občutkov, pa sem si dala en komad, ki mi je bil fajn, da sem se ven spravila. Pa sem se ustavila na bencinski, pa si vzela kavo. Drugam sem dala fokus v tistem trenutku. No. In sem se naučila v bistvu nekako poslušati sama sebe, pa znotraj sebe delati to regulacijo. Omenila si tole poezijo, kaj jo imaš. A mi malo več o tem poveš?
Ja, ne vem, začela se tako, da v bistvu da so mi ljudje začeli pošiljati kakšne poetične stavke, ali pa da sem začela poslušati kakšne ljudi, ki pametnega povejo na temo čustev pa tako. In sem začela dajati veliko teže na to, no, na poglabljanje vase, na to, da mogoče, da lahko veliko damo ljudje en drugmu znotraj tega. Ne? Nekaj, kar sem se jaz naučila, če to delim, lahko pomaga enemu drugmu. In glasba mi je bila tudi vedno blizu. In nekako, ne vem, vzamem te lepe besede, te lepe misli drugih ljudi, stvari, ki so se mogoče drugi pred mano naučili znotraj tega in provam nekaj iz tega potegniti tudi zase. In slučajno sem v bistvu, ko smo bili na potovanju v Ameriki, v eni knjigarni najdla eno to zelo lepo, slično, čist belo knjigo, ki najprej zgleda kot en nepopisan list in noter je tako res kar veliko enih takih globokih, lepih misli. Zdaj ti tudi gradiš eno skupnost na internetu. Ne? Bi rekla, da je to community, ne? Ja, Okoli svoj. sigurno. Mislim, tam, kjer se najde več ljudi z nekim... Vrednotami istimi. Tako, ja. Ja. Se mi zdi, da je to zadnje čase, mogoče zadnjih 10 let, ne? Ker imamo vsi sposobnost zaradi tehnologije, da si zgradimo community, ne? Prihaja ful v ospredje, ne? Malo me zanima, kakšni so tvoji plani s temi vrednotami, pa s tem communityjem, če imaš plane, če nimaš, je tudi v redu. Ne? Ampak tako, kaj si želiš doseči s tem? Sem razmišljala o tem, kako bi lahko nekako strnjeno bolj dala nekaj pozitivnega iz tega ven tudi drugim. Ker veliko je bilo individualnih zgodb, ki sem se trudila po najboljših močeh, da sem lahko nekako v narekovajih pomagala. No, se ne vem, če lahko res pomagaš, ampak da bi nekako lahko to, kar sem jaz potegnila iz tega, neko pozitivno noto iz celega mojega življenja in cele te zgodbe lahko dala naprej, da bi imela neko pozitivno težo oziroma da bi lahko ali pomagala nekomu drugmu ali ne vem, nisem se še našla v zdaj neki težki daljni prihodnosti s tem. Bi si pa želela, da bi lahko naredila nekaj dobrega. Absolutno. Ja, se mi zdi, da je zelo pozitivno, da šport izpostavljaš, a ne? Sej tudi že prej je bilo tako, a ne? Tako da malo lahko o tem poveva, ne? Kaj ti to pomeni v življenju, pa kaj v bistvu počneš? Šport je moja rehabilitacija. Zdaj, ne vem, če to pride z leti, ampak jaz sem ugotovila, da vse te neki reki, ki jih poznamo, ki smo se jim mogoče smejali, ko smo bili mlajši, da so vsem tam z nekim razlogom. Ne? In zdaj ta zdrav duh v zdravem telesu je kar na mestu, bi jaz rekla. Meni je to neverjetno, koliko je meni šport, fizična aktivnost pomagala pri tem, da sem jaz ohranjala trezno glavo. Da sem bila stabilna tudi čustveno, pa psihično, pa mentalno. Kadarkoli sem se počutila, da imam preveč, da mogoče mi misli uhajajo, da jih ne morem postaviti na svoje mesto, je absolutno šport tak, ki mi je pomagal pri temu 100%. Tako da jaz, eno je fizična pripravljenost, jaz pa v teh stvari, ki jih počnem s svojimi otroci, roko na srce ne bi zmogla, če pač ne bi vložila nekaj časa in truda v to, da sem fizično pripravljena. Kaj pa počnete, da imamo boj? Mislim, če ne drugega, že bordanje z otrokom v nosilki po smučišču, vse je imela ene 12 kil, pač to terja neko fizično pripravljenost, to je dejstvo. Ne? Zdaj trpijo in kolena in hrbet in vse pri temu. Do tega, da pač
ko učiš otroka deskati na snegu, to je non-stop dvigovanje, sklanjanje, pade po tleh, odpni bord, nazaj gor, kolesarjanja. Mislim, moji otroci imajo izjemno velike energije, tako da že slediti njim je pač, mislim, eno gre z drugim. No. Jaz bi bila zelo omejena pri vseh stvarih, ki jih skupaj počnemo, če pač se ne bi ukvarjala s športom tudi sama. Drugo je pa pač mentalno zdravje. Jaz pač pravim, da meni je to težko povem, koliko meni to pomaga. No. Tako da absolutno mislim, da je to nekaj, kar bi bilo zdravo za čisto vsakega, v katerikoli starosti. Kako ti pomaga? Malo več poveš. Lažje se skoncentriram. Jaz imam občutek, v bistvu, ko grem, recimo, zdaj sem začela eno novo prakso, če se le da, da ostanemo 5, zato da imam mečkan časa zase. Ker prej je bilo vedno, vstaneš, takoj za mano vstanejo otroci, Ema vstaja ob 6 zjutraj, budilka, striktno. In ljudje rabimo čas tudi zase, sploh starši, sploh odrasli. Pa če 5 minut, pa 5 minut, vedno je ostala kava na pol popita, vedno, ko sem šla čez vrata, skoraj da nisem vedela, kaj sem oblekla. To, da imam tistih 15-20 minut zase, grem na trening, če se le da ob 6, da sem ob 7 nazaj in imam potem dovolj časa, v bistvu, da se za 1 uro posvetim njim, jih pospremam šola, vrtec in začnem dan. Tako da v tisti 1 uri se jaz prečistam v glavi. Mal kri se ti obrne v telesu, več zraka zajameš vase, enostavno in počutim se bolj močno, ker sem fizično bolj močna, se počutim, da sem bolj stabilna. Dobesedno se mi zdi, da me šport prezrači, če lahko temu tako rečem. In po tisti 1 uri treninga se jaz počutim, da lahko vse. Več energije imam. Tako da neko stabilnost mi daje, pa nek občutek tega, da sem in fizično in mentalno močnejša. In to, to sem te hotel vprašati, kako najdeš čas zase, pa si rekla, da se prej zbudiš, če sem te prav razumel. A takrat greš trenirati ali imaš kakšne druge prakse ali pa... Pijem kavo. Aha, in gledaš čez okno. Ja. Kaj je vse v miru. Ja, naredim si tisto svojo kavo in jo v miru spijem. In meni je to vrhunc dneva. Res. To je pa to, se mi zdi, te majhne stvari. Vse mogoče se enemu zdi brez veze ali pa smešen, ampak jaz uživam v tisti skodelici kave in v tistem svojem treningu. In se mi zdi, da če najdem čas za te 2 stvari, sem dala sebi tisto, kar rabim in posledično sem jaz bolj umirjena, cel dan začnemo bolj umirjeno, ker sem jaz dobila tisto dozo sebe. Imam potem več sebe, da lahko dam svojim otrokom. To, kar si sebi dala nekaj, pa si vzameš to, pa veš, da ti je fajn, pa si boljša tudi za druge, a ne? A si imela kdaj v obdobju v življenju, tako kot jih imamo verjetno vsi, ki za druge v bistvu si na voljo, pa delaš, pa sebe teptaš dol. Mi poveš, kaj o tem, če se kaj poistovetiš? Ja, zdaj, moram reči, da prve 2 leti po tem, ko je Marko umrl, je bil moj edini fokus, so bili otroci. Tako da tudi, kadar me je kdo vprašal, ja, pa narediš kaj zase, je bil lahko moj odgovor suvereno ne. Ker pač sem res zelo malo razmišljala o tem, kaj jaz rabim. Meni je bilo v tistem trenutku res važno, da poskrbim za to, da oni lahko živijo vsaj približno podobno življenje, kot smo ga mi skupaj, da imajo vse, kar rabijo in pa da sem za njih tam kot emocionalna podpora, 100%. Sem pa kot mlajša oseba definitivno rada ugajala drugim, ja. Bi rekla preveč. In to je pa nekaj, kar se v bistvu potem z izkušnjami pa z leti mogoče naučiš, da v bistvu edina oseba, katero moraš impresionirati, pa je ugajati si sam sebi. In da glih to, stvari so minljive, ljudje pridejo in grejo. Tudi tisti, ki ostanejo, v bistvu tisti, ki te imajo res radi, te sprejmejo znotraj tega, kakršen ti si.
In res zelo cenim tudi to odkrito komunikacijo, ki pa mislim, da jo ljudje v veliki večini težko včasih izvajajo oziroma pridejo do njeno. Velikrat, ko smo nekako v momentu, da radi ugajamo drugim oziroma se bi radi izognili konfliktom ali pa kakšnim pogovorom ali pa situacijam, nismo iskreni. Ne povemo stvari točno tako, kot jih mislimo, ali pa zavijamo stvari v celofan. Meni se zdi pa to ena taka res lepa lastnost, da poveš točno tako, kot je. Zase in za svojega sogovornika. Ja, da si iskren do sebe najprej. Ne? Kaj pa je smisel zdaj zate tega, čemu rečemo življenje? Rada bi izkusila čim več stvari, ki me osrečujejo. In našla nove. In imela možnost, da se prepustim življenju do te mere, da me pelje znotraj tega. Znotraj odkrivanja sveta, spoznavanja ljudi. Želim si čim večji kos tega preživeti s svojimi otroci, z ljudmi, ki mi veliko pomenijo. Predvsem bi res rada izkoristila ta življenje. Kakorkoli da ga je, ker ne vemo, koga je. Res si želim nekako biti zasidrana znotraj sebe toliko, da znam ceniti vsak dan. In tiste dneve, ki so nadpovprečni, ne vem, od potovanj do res tistih ekstremno lepih trenutkov, tudi do tistih trenutkov, ki mogoče niso toliko lepi ali pa toliko prijetni, ampak so pa vseeno tam z nekim namenom. Ja, zdaj mi je padel na pamet en citat, ki mi ga je Mojca Fatur povedala in mi je ful dobro, smo ga dali tudi pol v knjigo. Je rekla, ne moram kontrolirati ali pa narediti ali bo sonce ali bo dež, ampak lahko si naredim tako, da mi bo dobro. To mi je tako res, če naredim navezavo, kako sem začel, a je vse v nas ali nič ni v nas, a imamo kontrolo nad čem ali ne. Se mi zdi, da ta citat dobro povzame to. Nimamo kontrole nad tem, kakšna je realnost, imamo pa kontrolo nad tem, kako bomo gledali na to realnost. Tako da jaz bi se ti rad ful zahvalil, da si bila pripravljena z mano imeti ta spoznavni dialog. Bi pa mogoče, če kaj časa, ne vem, kdo ima to čez, a lahko s publiko naredimo kakšno dvosmerno stvar. Lahko. Verjetno bi bilo dobro, da dvignete roko, pa nekdo nese mikrofonček do osebe. Ja, boš ti? Evo, lahko mojega. Sicer sem zelo uživala v vajnem pogovoru, ampak ja, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, je zdaj ta prav trenutek. Jaz se moram malo sprehoditi. Moraš počakati 30 sekund, da jim je nelagodno. Okay. Kaj pa, če jaz najprej vprašam? Jaz bom najprej, pa bomo prebili let. Jaz bi pa tebe, Klemen, vprašala, kaj si pa ti odnesel iz tega pogovora? Zaradi tega, ker se mi zdi najprej zelo lepo vzgojenega psa imaš. Ne predstavljam si, da bi naše tako spustila, ki bi bili all over the place. Ampak tako se mi zdi, da sem tudi jaz od Nine, jo sicer že poznam, ampak sem zvedela toliko enih več stvari in tako razmišljanje, da wow. Ampak kaj si ti mogoče od tega vajnega pogovora zdaj odnesel? Ja, meni so v bistvu najbolj vredne stvari v življenju, ko imam interakcijo z nekom, ki je drugačen od mene. Drugačnega spola, imaš otroke, jaz jih nimam, imela si to izkušnjo, ki jaz nisem imel. In v bistvu nekako začutiti, kakšna je izkušnja nekoga drugega. Tako da to sem si nekako želel in to sem dobil, sicer svoje perspektive. In sem ful hvaležen za to in kakor sem rekel, vem, da nas vse čakajo težke preizkušnje in mogoče mi bo takrat Nina pomagala z nečim, ki zdaj težko povem, kaj to je. Tako da to nek potencial tak v mojem življenju. Upam, da ti ne bo rabila pomagati. Jaz tudi ne. Res upam. Srčno ti želim, ampak ja, je pa res kakor, pa ne povem sam to, ne vem, to mislim, ni zanimivost. Marko je bil v istem vrtcu, kot jaz. Tako. In je bil v mojem naselju
In se ga spomnim, in tudi takrat, ko se je zgodil, sem v bistvu jaz te pisala, a ne? Da sem ti to zgodbo povedala, nekako sem čutila. In takoj si bila tako nekako dostopna. In se mi zdi, da tudi ti sama zase ne veš, kakšno zdravilno moč se mi zdi, da imaš. In da če si prej rekla, da ne veš, kaj ti je življenje dalo s tem, se mi zdi, da si tako ena zdravilka za vse, ki to potrebujejo, pa ki bojo kadarkoli rabili. In res, dajte prosim kaj vprašati, če ne mi okala. Res. Gledam moža, da bo on vprašal, ko se vi ne upate. Jani, prosim, vprašaj. Kako ste? A res sem benga nič ne zanima? A ste vse povedala? Res moja strategija uporab deluje. A deluje? Sam pustiš jih v tišini. To je meni groza. Jaz ne bi nič vprašala, ker je verjetno polno nepovedanih stvari, ki jih je verjetno težko takole nekako povedati. Se me je pa zelo dotaknilo tisto, kar si rekla v bistvu, in to je nekako tudi jaz skušam ljudem velikokrat povedati, da se je treba predati stvarem brez strahu, ker je to, da nekaj doživiš, toliko vredno, da v bistvu tehta vsako ceno, ki jo potem plačaš, ki je to minilo. In spoštovanje tebi, Klemen, tebe pa itak spremljamo na podcastih. Res, to je z moje strani. Ja. Imamo pa Klemnovo taktiko, zdaj vam bo pa bed. Zdaj pa čakam. Čeprav jaz sem človek, ki ne morem biti tih. Evo, vidite? Glih to za hotel reči. Ja, zato, ker to sem Da imaš ti večji izziv zdaj. To je moj izziv. To sem mi vcepala v družini, vedno je bilo tako, da ko smo imeli Lahko kosilo... mikrofon vzamemo. Ne, zdaj moram to povedati. Ne, samo moram to res povedati. Imeli smo kosilo, se mi, da sem bila tudi na kavi, pa nisem otihala, ne? Imeli smo kosilo doma in pol je bilo vedno tako, je bila malo tišina in smo jedeli in pol sta moja dva začela. Dobro si skuhala, Vesna. Ja, res sem dobro skuhala. In pol smo se pol ure pogovarjali, koliko je kdo dobro skuhal, kako je kaj sam, da ni bila tišina. In se mi zdi, da imamo v familiji to, da moramo nekaj govoriti, ker imamo polkar občutek, da je nekomu neprijetno. Saj jaz. V bistvu je pa teb. V bistvu je pa men. Evo, dam ti mikrofon nazaj. Tlela pa jaz povem eno, se mislim, da sem to enkrat že povedala, ampak en tak lep spomin. Glih na to temo. Jaz pa Marko, vedno, ko sem se vozila v avtu, ko smo imeli veliko teh dolgih poti, in je bil glih ta trenutek, vedno, ko je bila tišina, je on isti stavek rekel. Je rekel, povej mi nekaj v sebi, ki še ne vem. Vedno. In vedno mi je nekako ratal, da sem zbezala ven neko anekdoto, zgodbo iz svojega otroštva, iz ne vem kje, da je bil tako. Pa dober, pa kdo si? Kaj bom jaz še zvedel? Ampak prav ta trenutek, ki je bila tišina, je on pač izkoristil to zato, da so se pol na koncu nasmejala neki zgodbici. Ne vem. Ja. Ne, ful lepo, pa ful dobro vprašanje v bistvu, če tako pomislim. Ja, v bistvu se skozi malo spoznavaš na novo, no? Pa da ti tudi misliti. Tako mečkam se vrnaš mogoče v kakšne stvari v življenju, pa malo premisliš tistih 5 minut. Tako, fajn igrca, kot ideja, mogoče še za koga. Klemen. Ker vse se znamo. Sam res ne zakaj stojim tam. Klemen, povej nam kakšno stvar o tebi, ki jo še ne vemo. Pa gremo. Zdaj se pa začela, ne? Ok, hvala za nasvete, drugače. Zakaj si sem prišel drugače? Ti bom pol vrnil vprašanje, tako da se lahko mes pripraviš. Ampak jaz sem toliko hvaležen, da imam tak projekt, pa tak način komunikacije skozi ta projekt, da ne rabim prilagajati sebe za ta projekt, ne? V službi dostikrat ne moreš biti enak, kot si s prijatelji. Pri družini si drugačen, na pošti si drugačen in imaš pač neke maske, ne? In ko pomislim za nazaj, kako sem jaz ta podcast pripravil, je, da ni treba tega delati. Zato, ker izhaja iz mene, mojih zanimanj, moje zgodbe so, pol imam ta dialog format, ker sta Jani pa Andrej zraven in to je v bistvu to. Ne vem, nič ni
Mogoče so kakšne osebe zaščitene, a ne? Da ne govorimo o svojih osebnih stvareh, če so upletene osebe, ki se jih to dotika, ampak to tudi zdaj ne bom. To je edino pravilo, no? Ampak 4 ure, 5 ur imeti spontan pogovor s svojima dobrima prijateljoma, težko kaj skriješ, no? Tako bom rekel, no? Ker si že zmatran po 3 urah in potem ti je čisto vse, da so tam kamere in da to nekaj 1000 ljudi gleda in samo pičiš, ne? In potem moraš pokasirati kakšne negativne eksternalije tega. Tako da. To je davek, a nekega plačujemo. Nina, kaj pa ti? Kaj pa mi ne vemo o tebi? Samo jaz pomislila, boš z mene to vprašala. Malo si čas pridobivam več. Da sem po defaultu rdečelaska. Ja, kot otrok sem bila čisto oranžna, ja. Malo zveni, malo prija nazaj, ampak te blond lase so lep, veliko truda moje frizerke. Tako da ja. Što je dobro, Klemen? Kaj tazga nam povej? Kakšni si od spodja? Drugače sem pa ful odprta, ja, jaz tako da. Ne vem, kaj nam pove tazga? Jaz nisem vedela, jaz to vem, kaj si ti prej povedal, da si pač tak, ki si, da to daješ, to vse super fajn. Ampak, ona je rdečelaska. Jaz, na primer, čak, ko v meni se pa res vse ve, oziroma, ne, to si vejo, pa meni pa res vsi vse vejo, Janja, kje tazga, ki ne vejo. Ne, zdaj pa premisel, ajde. Ne, ampak ker je res, jaz čisto vse povem, če pa kdo pa jaz vse povem. Sem hodila povedati, da se pač ful bojim iti operirati nos, ker mi vedno bolj krivo raste in ne morem dihati, ampak sem govorila o tej temi. Mogoče to, da naven, ta je taka globoka, velikrat kažem neko sliko močno in koliko sem močna in koliko jaz se me nič ne dotakne, pa koliko imam jaz vse poštiman, pa koliko bom jaz vse naredila, pa ne vem kaj na koncu, ko pa pogledam, pa vidim, da nisem glih toliko močna, kakor mislim, da sem in da me stvari zelo prizadanejo, kot naprimer že takrat sva midva govorila, neka pričakovanja, ki jih imam od ljudi, ki izhajam iz sebe in vidim, da me to vedno bolj, da kakor mislim, da vedno bolj pridem v smer, da se me ne dotakne, se me vedno bolj. Tako da to je mogoče ena taka zanimiva. Prele, ki si rekla, da nimaš negativnih komentarjev pa stvari, ne? Pa sem rekel, wow, ful dober, pa fajn je to. Midva se tudi o tem pogovarjala, ne? Vedno bolj se to stopnjuje nekako, ne? Ampak ima midva različno različne akcije delava iz tega, ne? Ti se s tem soočaš, pa borbaš, a ne? Jaz sem imel, pa mogoče tole je zanimivo, jaz sem imel prejšnji teden eno izkušnjo z neko veliko medijsko hišo, kjer so me poklicali in so rekli, mi bi prišli na intervju. Sem rekel, lahko kar pri meni naredimo, ne? To je meni najboljš. So prišli in mi je novinarka rekla, mi da se bo zdaj pogovarjala kakšno urco in mi bomo celo to stvar pač objavili, cel ta pogovor. In pogovor se je začel in niso bile prijetne tematike, ne. Se pravi, sem videl, da je bila neka tako zelo ostrina v vprašanjih. Skoraj izključno se je osredotočila novinarka na politiko, pa politike, pa religijo, pa zakaj jaz nekako tako delam to, pa je mogel biti drugače. Težka vprašanja o, ne vem, svobodi govora, o netradicionalnih medijih, ki zdaj nekako rastejo, pa tradicionalni mediji, ki izgubljajo. In sem ji rekel, jaz bom sam rabil mogoče 2-3 minutke, da jaz ta odgovor nekako si skonstruiram, pa ga sporočim, ker ni enostavno, no? Pa tudi nimam vseh odgovorov. No in ta stvar je bila objavljena, ura pa 10 minut najnega pogovora je bila zrezano na 2 minuti, a ne? Ampak zrezanje je bilo tako na način, da je bilo kronološko pomešan, jasna agenda je bila tam, jaz sem se vmes še malo hecu, tako jutro je bilo in ta hec je bil noter vključen kot nek resen moj odgovor na neko vprašanje, ne?
In sem napisal novinarki, da če mi lahko pošle link do cele stvari, tako kot je obljubila. In rekla, zahvaljujem se ti za sodelovanje. Sem rekel, ne, res, jaz bom mogel to javno pač povedati. Meni to ljudje zdaj pošiljajo, ne, kako sem jaz izpadel. Pa tako, jaz bom mogel javno povedati to zgodbo, če mi ne pošljete celo objave, tako kot je bilo dogovorjeno. Še enkrat se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Ne. In pa sem bil tako, ok. A si bil jaz? Ja. A si bil? Ja. A je pasal? Ja. A ne, da je pasal. Ja. No, in sem tako rekel, ne bom delal hitrih akcij pa odločitev. Bom jaz to objavo sebi spisal, pa bom 2 prijateljoma to poslal, bom rekel, kaj si videl, mislite o tem, in sem šel spat. In ko sem se zbudil, nisem rabil niti feedbacka od prijateljev, ker sem vedel, da sem že... Ni bilo več v moji glavi tega, ne, mogel sem se prav spomniti, kaj je že to, aha, a ja, s tem se moram zdaj ukvarjati. A se moram? Ne rabim se. In potem nisem nič naredil. No. Ampak sem začutil ta notranji... Pol nisi bil jaz. Bil sem nekaj časa. To ni nič, to ne velja, to je na pol. A veš, ko bi bilo šele dobro, če poslal? To je tisto, veš, kaj greš z vso strastjo, ampak te razumem. Sam In pičiš, ja. ti si men zgled, da ne bo pomote. Zelo velikrat sem rekla v tem času vmesnem, ko si pač prvolil v pogovor in v vse to, sem rekla, vsak bi rabo enega Klemna malo v življenju, ker so se vmes parkrat slišala, pa sploh veš, ne, ampak si mi samo z enim stavkom dal toliko ene širine in toliko enega pogleda na to, Teja, sej bova, ampak a res se ti zdi to pametno? V bistvu si mi samo eno tako vprašanje, ko sem lovno, mogoče pa res ne. Tako da čez cel dogodek dobivam neke potrditve, kakšne krasne ljudi sem povabila in kako ste v bistvu res mogli biti do nas tukaj, kljub vsem dogodkom, ki se dogajajo, kljub vsem obveznostim, ki jih imate. In se bi vama na tej točki res rada še enkrat zahvalila obema iskreno. In definitivno, tako kot sem rekla prej tebi, Nina, če boš kaj rabila, ne, in vsi mi dajete te odgovore nazaj, nismo tukaj zato, da bomo črpali nazaj nekaj, ampak vseeno, ne govorim tega zaradi tega, ker bi se počutila dolžno, ampak ker bi rada. Upravičen si do svojega dela, ne pa do sadov svojega dela. Tako da jaz sem bil upravičen do tega in cenim neizmerno to. In vedno je fajn takole videti ljudi, ki pridejo poslušati, pa ti dajo pozornost. Dali so nama pozornost, pozornost je itek ljubezen. Drugače sem jih plačala, ampak nisem hodila, da se slabo počuta. Ja. Hecam se. Rekel si, da žal majico dol, zato tu čakajo, se mi zdi. Pač ne vem, a veš. Jaz sem pa mogla honorar dvigati najmi. Lahko. Ja. Sej nič nočeš. Ne, Še to res, povejmo, da so te ljudje res tako skromno in pristno pristopali in ne pričakujejo nič nazaj, tako da če ne boš ti tiste javne objave delil, bom jaz, prav. Bom jaz povedala, kar jim gre. Hvala ti srca, evo še tebi. Ja, jaz sem v bistvu tudi se hotela, no. Najbolj zahvaliti vam, ki ste tukaj, ki ste v bistvu tudi vi naredili nekaj dobrega s tem, ki ste tukaj. Jaz sem itak vedno malo šokirana, se mi zdi tako, da sploh, ko pridem pa, ko vidim, da so ljudje, da jih zanima, kaj imam zapovedati. To mogoče tudi na tisto temo, ki si ti prej rekel, v bistvu z določeno izpostavljenostjo pridejo tudi določene obveznosti. Jaz grem pač po sebi, tako da na to temo, kar si pa ti zdaj rekla, bi pa rekla, da je ful lažje mogoče kritike, pa kakšne take izkušnje, kakor si ti opisal, prenesti, če se zavedaš, da reakcije pa pričakovanja ljudi izhajajo iz njih samih. In največkrat pač stvari, odraz drugega človeka do tebe je on sam. In se mi zdi, da enkrat, ko se poglobiš v to, pa to res razumeš, je ful lažje sprejemati in kritike in pač kako drugi tebe vidijo. No. Predvsem pa ja, upam, da bom lahko v prihodnosti pač to svojo izkušnjo pa to izpostavljenost dajala in iz nje nekaj potegnila na nek način, ki bo komu doprinesel. Tako da sem ful hvaležna, da sem lahko danes tukaj glih s tem namenom.